molimo. Vsemogočni Bog, daj nam, da se bomo v svetem postnem času bolj in bolj poglabljali v Kristusovo skrivnost odrešenja in da se bomo resnično spreobrnili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog sklene z Noetom zavezo po potopu. Berilo iz 1. Mojzesove knjige. Bog je rekel Noetu in njegovim sinovom: Glejte, zavezo sklepam z vami in vašim potomstvom, ki pride za vami, pa tudi z vsemi živimi bitji, ki so pri vas, s pticami, z živino in z vsemi zvermi zemlje, ki so pri vas, z vsemi, ki so prišle z ladje. Tako sklepam zavezo z vami in ne bom več iztrebil vsega živega z vodami potopa. Ne bo več potopa, ki bi opustošil zemljo. Bog je rekel: To je znamenje zaveze, ki jo sklepam med seboj in vami in med vsemi živimi bitji, ki so pri vas, za vse prihodnje rodove. Svojo mavrico postavim v oblake in bo v znamenje zaveze med menoj in zemljo. In kadar bom zbral oblake nad zemljo in se bo v oblakih prikazala mavrica, tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je med menoj in vami in vsemi živimi bitji in vsem živim. Vode ne bodo nikoli več narasle v potop, da bi iztrebile vse živo. To je Božja beseda. Gospodove steze so dobrota in zvestoba. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me nauči. Vodi me v svoji resnici in me uči, saj si ti Bog moje rešitve. Gospodove steze so dobrota in zvestoba. Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja, svojih dobrot, ki so od vekomaj. Spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi, zaradi svoje dobrote. Gospodove steze so dobrota in zvestoba. Gospod je iskren in dober, zato poučuje grešnike o pravi poti. Ponižne vodi v pravici, ponižne uči svojih potov. Gospodove steze. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, Kristus je trpel zaradi grehov in sicer enkrat za vselej, pravični za pravične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po telesu umorjen, a je bil po duhu oživljen. V tem duhu je šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili uječi, tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog nadvse potrpežljivo čakal. A v ladji se jih je po vodi rešilo le malo, natančno 8 duš. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj odrešuje vas. Ne odstranjuje madežev z telesa, ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za čisto vest. Ta je šel v nebesa in je na Božji desnici in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči. Poslušali smo Božjo besedo. Človek ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo, oznanjal je Božji evangelij in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Kristusov evangelij. Pred nekaj dnevi smo že začeli postni čas, danes nam evangelij v zelo kratki obliki predstavi namen postnega časa. Jezus z enim stavkom izreče tisto, kar lahko rečemo, da je namen tega časa pred veliko nočjo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da je ta čas za to, da se poboljšamo ali da uredimo svoje življenje, da postanemo bolj podobni Jezusu Kristusu, da postajamo to, kar v resnici smo. Ustvarjeni smo po Božji podobi, zato je postni čas, ko naj bi to Božjo podobo v sebi odkrivali in jo očiščevali vsega tistega, kar jo zakriva. Ali če z drugimi besedami povzamemo, lahko rečemo tudi, da je postni čas, ko naj bi se človek zbližal z Bogom, ko se približamo Bogu. Torej, post je priložnost, je čas, ki nam je dan v dar, je čas ponujenih priložnosti. Cerkev že vso svojo zgodovino živi iz izkušnje, da si lahko z nekaterimi pripomočki pomagamo pri iskanju izpolnitve namena postnega časa. Molitev, odpoved in dela usmiljenja so trije sestavni deli postnega časa ali človekovega prizadevanja za svetost. Ko začenjamo postni čas, običajno naredimo kakšen sklep zanj in prav je tako. Dobro pa je, da smo pozorni tudi na kakšno nevarnost, lahko bi rekli na skušnjave, ki nas pri tem ovirajo, se pravi za vse tisto, kar nam postavlja ovire pri našem približevanju Bogu, na moji poti k Bogu. Če si naložim preveč, je velika verjetnost, da ne bom zmogel, da bom kmalu obupal. Če sem len in si naložim premalo, se lahko odrečem priložnostim, ki so mi dane. Velika ovira pa je tudi, da je lahko moj namen posta napačen. Ni namen posta izboljšanje našega zunanjega videza. Ni namen posta, da sebi in ali drugim dokazujem, pokažem svoje sposobnosti, svojo trdno voljo. Namen posta je v osvobajanju od vsega, kar me ovira na poti k Bogu. Osvobajanje tistega, kar v mojem življenju ni sveto, zato da postajam bolj svet, da postajam bolj Božja podoba. Post naj me približa Bogu, ne pa napihuje mojo ošabnost. Post naj me dela bolj svetega. Namen posta je torej tisti temelj, tisto izhodišče, ki naj mi pomaga tudi pri
izbiranju mojih prizadevanj. Lahko si za vsako od 3 sestavnih delov posta izberem eno, lahko temu rečemo, vajo ali eno priložnost. Molitev. Izhajam lahko iz tega, ker sem sedaj v molitvenem življenju in dodam toliko, da mi bo v izziv, da pa bo še vedno realno, da bo še vedno izvedljivo. Če sem doslej molil samo jutranjo in večerno molitev, morda še kdaj ob jedi, je postni čas gotovo priložnost, da dodam vsaj še nekaj minut osebne molitve na dan, da dodam nekaj časa namenjenega molitvi. Ta je lahko preprosta, prosilna, zahvalna, lahko je tudi molitev ob Svetem pismu. Če sem doslej že posvetil veliko časa molitvi, pol ure, 1 uro, morda poleg rednega dnevnega obiska svete maše, je lahko post priložnost, da namesto časa dodam kakšno drugo kvaliteto, vsebino moji molitvi. Mi je za kakšno stvar težko moliti. Postni čas je priložnost, da poskusim tudi to. Si že dolgo želim kakšnega drugega načina molitve. Lahko izkoristim priložnost 40 dni, ki mi je dana za to, da rastem tudi v tem. Je moja molitev vedno samo individualna. Post je priložnost, da lahko nekoga od bližnjih povabim k skupni molitvi, skupnemu branju Božje besede. In z današnjo tehniko je lahko bližnji tudi tisti, ki je morda fizično oddaljen. Lahko z nekom molim tudi preko telefona, videokonference. Drugi temelj postnega časa, odpoved, to je tisti del, ki najbolj pride do izraza pri osvobajanju od ovir, ki nas na poti k Bogu ovirajo. Naše izbire na tem področju naj bi bile takšne, da bi nas vodile k globljemu odnosu k Bogu, z Bogom, k bolj intimnemu odnosu z Bogom. Cerkev nam sicer samo 2-krat na pepelnico in na Veliki petek predpisuje odpoved hrani, ko naj bi se samo enkrat v dnevu do sitega najedli, se vzdržali mesa. Zapoved, povabilo ali, če rečemo drugače, priložnost, da se bolj zavemo, da ne živimo samo od hrane, da nismo samo telesna bitja. Odpoved telesni hrani je priložnost, da iščemo duhovno hrano. Odpoved pa seveda ni vezana samo na hrano. Kaj je tisto, kar me v mojem vsakdanjem življenju dela manj svetega, me ovira na poti k Bogu? V našem današnjem svetu imamo veliko motivcev, ki nas odvračajo, ki odvračajo našo pozornost in nam obenem kradejo čas. Splet, telefon, aplikacije, televizija, ukvarjanje samim sabo. To je lahko tisto, kjer iščemo, čemu se lahko odpovem. 1 uro na dan ali kolikor pač izberem z izklopljenim mojim motivcem, je lahko velika priložnost postnega časa. Priložnost, da gradim odnos ljubezni z Bogom v molitvi ali pa da gradim odnos ljubezni z mojimi bližnjimi. To je tudi 3. del posta, dela usmiljenja ali služenje drugim. Drugim lahko podarim nekaj materialnega, pa naj ne bo to iz mojega preobilja ali tisto, kar bi sicer zavrgel. Ali pa dam drugim nekaj svojega časa, nekaj svoje pozornosti, nekaj svojega spomina. Če vsak dan posta eni drugi osebi namenim misel, besedo, sporočilom vzpodbude, zahvale ali upanja, bo veliko noč
40 ljudem prinesla več božje luči. Postni čas je torej lahko za nas priložnost, čas priložnosti, ne čas čemernosti ali godrnjanja nad zapovedmi. Torej čas priložnosti za našo iznajdljivost, za našo ustvarjalnost pri molitvi, pri odpovedih, pri delih usmiljenja. Jezus pravi, čas se je dopolnil, čas je, da nekaj storimo. Božje kraljestvo se je približalo. Vsak od nas ima zato priložnost, da to Božje kraljestvo sprejme, da v Božjem kraljestvu svoboden ali bolj svoboden zaživi in da to Božje kraljestvo tudi deli z drugimi. Naj bo zato postni čas res priložnost za nas, da bi v nas in okrog nas zaživelo več Božjega kraljestva. Amen. Sweet.